Življenje ženske visi na nitki, potem ko je bila ustreljena v svojem domu. Kje je pištola? Tam je, vzemi jo. Kje je krogla? Kje je? Zdaj morajo preiskovalci ugotoviti, ali je šlo za tragično nesrečo ali nekaj veliko bolj temačnega. Nisem ga uporabljala. Nazadnje, ko sem ga imela tam zgoraj, je bil prazen. Bi bili pripravljeni priti z nami na policijsko postajo na pravi uradni razgovor? Kaj potrebujete od mene? Rad bi samo preletel dogodke tistega dne. To je Inside the Crime, predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeth Miller. Mislim, da ne gre za možgansko kap. Ste v preteklosti že imeli možgansko kap? Veste. Ampak si želim, da bi jo imela, ker bi bilo to veliko boljše kot ta situacija. Kako smo prišli sem? Vrnimo se na 14. november 2020. Pet smo v Finleyu, Ohio, mestu, ki je manj kot 2 uri in pol južno od Clevelanda. Ravno je malo čez 2. popoldne, ko so policisti iz Finleya poslani v hišo na Queenswood Drive po poročilih o streljanju. Tukaj, imam rokavice. Prosim, Brianna! prosim, ne morem dihati, pomagajte, prosim, pomagajte. Prosim, pomagajte mi, ne morem dihati. Ne vem, ne morem jo obrniti. Prav, pejdi v posteljo, tam je, vzemi. Pripelji, spota sem gor. Pripelji ekipo sem gor takoj, počutim se, toplo. Ona je topla, na rokavici čutim toploto. Nočem je premikati. A naj jo premaknemo, da bomo to dejansko lahko našli. Ima to kolo na sebi, nočem je premikati. Ali bomo pogledati, s čim imamo opravka. V redu. Torej, strelna rana je točno tam, kjer je moja roka. Samo ne vem, kje točno je. Torej, pritiskaš na to? Ja, samo ne vem, če dovolj pritiskam, a ne. Mislim, da se nič od tega trenutno ne bo zgodilo. Žrtev, 31-letna Brianna Gonzalez, krvavi iz glave, medtem ko pištola, ki naj bi bila uporabljena pri streljanju, leži v bližini. Kje je pištola? Tam je, vzemi jo. V redu. Nabojnik je še vedno v omari, kjer je bila. Nisem. Pridi sem. Pripeljite reševalce sem. Stopi se. V redu. Torej. V redu. Pridi, zadihaj, prav? Pojdiva sem in se pogovoriva, prav? Pojdiva sem, prav? Pojdiva sem. Pojdiva v kuhnja, prav? Je še kdo drug v hiši? Ne, jaz kar govorim. V redu. V redu, prisprti sem, prav? Usedmo se, prav? Pojdiva se usesti, prav? Nočem, da se poškoduješ. Moj dojenček. Sedi. V trenutkih, preden je policija prispela, sta bili v hiši le Brianna in njena punca, Sierra Idi. Kaj se je zgodilo? Pucali sta. Moja pištola stoji na polici v omari in ni nabita. Pomagal ti bom dobiti ta dostop. Običajno ni nabita, nisem jo uporabila, zadnjič, ko sem imela tam zgoraj, ni bila nabita. Sedežo na posteljo in bom nekaj vzela s police, da naredim več prostora. Izstrelila se je, za vraga. Izstrelila se je. Prosim, pomagaj mi, to bi lahko šlo. Torej si jo odložil in se je sprožila. Rekla sem, da sem očitno pritisnila na sprožilec, ampak ponavadi moraš. Ja. Nisem ga napolnila. Tja. Samo želim teč, najboljši izhod je sila. Verjetno tista vrata tam. Moram pritisniti na sprožilec. Si ga čistil? Si ga ne. Nisem načistila, samo odložila sem ga, niti nisem imela nabojnika. Nabojnik je na policiji. Torej. V redu. O moj bog, moj otrok. Kje je orožje? Na posteljnem okvirju je. Na posteljnem okvirju. Na desni strani. Brez nabojnika v ležišču. Počilo je, slišala sem. Prosim, pomagajte mi. Meni, prosim, tam so. Nisi mogla zadeti stene. Jaz nisem mogla zadeti ničesar drugega. In potem? Ji lahko pomagaš? Jaz sploh ne vem kako. Kaj sta vidva počela v spalnici? Čistili sva spalnico. Čistili sva spalnico. V redu.
In si ga odložil na posteljo? Ja, bila sem na strani s predalnikom. Na strani predalnika? Bila sem na strani s predalnikom. Mislim, Ob predalniku je bila omara. oprostite, samo poskušam poskrbeti, da vse razumemo. Vem, kaj moraš narediti. Oprosti, samo zmešalo se mi je. Najboljša prijateljica, to je ljubezen mojega življenja. Pridi sem, prav, zame. V redu. Pridi z mano sem, prav? Gremo noter, prav? Kako ti je ime? Nisem slišal. Sierra? Prav, Sierra. Torej, kot sem rekel, samo poskušamo ugotoviti, kaj se je zgodilo. In veš, najti najboljši način, da pomagamo vsem, prav? Sedi, prav? Zakaj ne bi sedel? Prosim? Nočem, da vidiš. Ja, vznemirjen si in nočem, da padeš, prav? Sam poskušam poskrbeti, da ne padeš. Mislim, da sem glavna v Mariji. Imamo veliko ljudi, ki trenutno pomagajo, prav? O moj bog. Torej, Sierra, kakšen je tvoj priimek? Sierra in... V redu. In je to tvoja punca? Moja punca, Tvoja punca. V redu. In kako je ime? Brianna Gonzalez. Brianna Gonzalez. Če policisti ugotovijo, da je to, kar pravi Sierra, res, je to grozljiva tragedija. V sosednji sobi se Brianna bori za življenje, reševalci pa delajo vse, kar lahko, da jo rešijo. Tukaj je veliko strjene krvi. Ne vem, ali je v njeni glavi. Samo nočem, si pripravljen, da jo obrnemo. No? Samo nočem premakniti roke, če jo imam ravno na rani. Si pripravljen? Kje je? Stari, ne vem, kje je to. Prihaja od nekje tukaj spodaj. Ne vidim streljane rane. Jaz bom šla. Ne. Je šibko, je šibko. Zdi se mi, da bi lahko imeli šipko, ampak ne vidim, kje za vraga je krogla. Nimam škari. Ne, nimam. Stari, tukaj zgoraj ni nobene luknje. Torej vsa ta kri prihaja iz njenih ust. Ali vsa ta kri prihaja iz njenih ust? Ja pa krogla. Je šla v njo? Ja, ampak jasne. Ej, Ali je to res? Šlo je v njeno glavo. Daj mi sedeš, Colin. Pako, še enega. torej točno tam, za njenimi očmi. Tudi ona je. Poglej. Dovoli mi, da opravim to meritev. Zavil jo bom. Vi samo greste naprej. Pomagajte, prosim, pomagajte mi. V redu, imamo dovolj informacij. Imaš moč. To je moje. V redu. Je še redno šipko. Zgleda, kot da gre skozi usta in ti bom povedal. Ja. Ni prišel ven. Briano so odpeljali v bolnišnico, vendar Sierra ne bo šla z njo. Policisti imajo zanjo nekaj vprašanj. Brianna, koliko je strelnega orožja v hiši? Jaz sem Sierra. Sarah, oprosti. Samo ena pištola je. Samo ena pištola. Kaj to? Je 9 mm ali kalibra 22? To je kalibra 380. To je kalibra 380, 38. Ne briga me za to. Hvala. Bili so v spalnici in čistili. Rekla je, da je bila izpraznjena. Nič ni bilo noter. Nobenega nabojnika. Nobenega nabojnika v njej. Premaknila jo je z vrha komode na posteljo, kaj ne? Ja, ne, no, bila je v omari na polici. Polica v omari in jo je vzela dol, potem pa je počilo. In morala je imeti enega v cevi, kar ga nikoli nima. Nikoli ga ne pustim tam, sem zelo previdna glede tega. Ne vem, če ga je Bri prijela. Ne, brez nabojnika v... Policiji, kjer hranim pištolo. Torej, v nekem trenutku se zdi, kot da je bil naboj nekako ustavljen v nabojnik. Ne? Če se ležišče naboja dotakne. Če se ga dotakne, ko me ni, ali? Ko ga premikate z postelje ali z police na posteljo. Ja, bo preuredilo polico v omari. Mi smo neki stvari, ki smo jih pospravljali. Tista stvar dingera, to potem to ujameš. Običajno mora biti tako, še nikoli ni bilo, da bi ga preprosto odnesla na strelišče. Kdaj si ga nazadnje odnesel na strelišče? Že dolgo je tega. Če bi moral gibati. Dolgo časa. Dolgo časa. Minili ste že skoraj 2 leti. 2 leti, odkar je bilo na strelišču. 1 leto in pol.
Očistila sem ga, preden sem se preselila poleti, mislim, da sem ga nazadnje očistila maja, ampak od takrat z njim ni bilo streljano. Ali je bilo z njim streljano po maju katerega leta? 2025 ali 2024? To je leto 2025. Ja. Torej bi bilo 24, to bi bilo letos. 24. Oziroma ne, očistila sem ga. Očistil sem ga. Mislim, da sem imel kap. Ali imate zgodovino kapi? Veste? Ampak si želim, da bi jo imela, ker bi bilo to veliko boljše kot ta situacija. Moj dojenček. Čeprav Sierra paničari, mora še enkrat pregledati časovnico. Ampak dogaja se toliko stvari, njeni otroci bodo kmalu prišli domov in povedati mora Brianini družini, kaj se je zgodilo. Ne vem, Briana je imela v zadnjem času težave z duševnim zdravjem. Tako bi mi temu rekli. Ona temu pravi duhovnost. Je zelo intenzivno. V redu. Včasih. Tako da ne vem, kaj počne, ko me ni tukaj, ampak... Tudi to so druge enote, ki odhajajo. Preprosto obožujem to. Ne, torej bila je. Prav, ko smo te posedali, so jo oni premikali ven. Torej, to so drugi policisti, ki so pritekli v bolnišnico, da bi se prepričali. Lahko kdo vzame tisto pištolo, prosim? Ja, to smo nameravali urediti, v redu? Torej. In enkrat je zatajila. Zakaj bi sprožilo, če ni bilo ničesar noter? Nikoli ne bi smelo biti ničesar noter. Tisti nabojniki. Ogledalo imam pri sebi, za vsak slučaj. Razumem. Torej si premikal pištolo, ona pa je bila na drugi strani postelje. Kje je bila, veš? Kje je bila? V redu. Kaj je počela, ko je pištola počela? Je pridigala, se je sklanjala. Je stala tam? Samo stala je blizu. Rekla si nekaj takega. V redu. O moj bog. Potem, ko je pištola počila. Kaj bi naredil potem? Spustila sem jo. Torej si jo imel v roki, ko je počila? Da. V redu. Držala sem jo, odložila sem jo. V redu. Kam sem jo nameravala odložiti in gibanje je izhajalo iz tega. In sprožilo se je, slišala sem to, ušesa so mi zvonila in samo pogledala me je. In jaz? Zdaj bi res morala vedeti, da ne bi naredila tega hrupa, če v njej ne bi bilo ničesar. Ker v tistem trenutku nisem mislila, da se je karkoli sprožilo. Ni nabojnika. Jevo Mari. O moj bog, ljubezen moja. Ustrelila sem jo in se neha butikati v njene zadeve, neumna pištola. Izraz na njenem obrazu. Kaj misliš s tem? Samo padla je. Tekla sem ob strani. Prihaja, še se držala. Tako da ne vem, kje je blos. Njene oči so še vedno vežikale in poskušala sem poklicati 911. Ali oddaja kakšne zvoke? Sploh ne poskuša govoriti. O moj bog, ne. V redu. Sara se ni mogla pomiriti, odkar je prišla policija, ampak misli, da ji bo cigareta morda pomagala. Popolnoma razumljivo je, da čutiš to, kar čutiš zdaj, v redu. Naj poskusim to odpreti za naju, potem pa greva ven in malo zadihava. Prav? Ti mi to naredila tako zlahka, pa je pokvarjeno. V redu. Pomagal ti bom, prav? Stopiva ven sem. Glej, tukaj. Tristo 68. Prosim, hitro, prosim, naj bo vse v redu. Samo obveščam, da smo se premaknili na zadnjo teraso pri Ferdigasu Majerju. Moje slabe navade. Tega ne počnem zunaj.
To je dobro. Ja, ne, v mojem avtu. Hiša je slaba. V redu, zdaj to ni pomembno. Prosim, dragi, prosim. V redu si. Želim, da padeš naprej. Poišči vžigalnik. Tukaj, usedi se. Jaz ti bom prinesel vžigalnik, prav? Za travo bi moral biti vžigalnik, ampak hej. Trava ni nič, mene trava ne skrbi. Zdaj ne moram kaditi, ampak me nekaj ne skrbi. Trenutno tukaj ne vidim vžigalnika. Imaš vžigalnik? Nimam vžigalnika. Oprosti. V redu je. Želiš, da kdo pride in te za trenutek zamenja? Rad bi se pogovoril s tabo, takoj ko boš prost. Da, skupaj, ja. Sta par punci. Kakšno zgodbo ti pripoveduje? Obe sta bili v spalnici in pospravljali. Ona je bila na eni strani in zlagala perilo. Pištolo je vzela s police v omari in ko jo je odlagala, je iz nje počilo. To jo je šokiralo, ker je bilo rečeno, da v pištoli ni nabojnika in bi morala biti prazna. Šokiralo jo je, da je pištola počila. Nato pa je videla, kako je Brianna padla. Ali imamo njen telefon? Ne, nimamo, nisem vzel njenega telefona. Mislim, da bo njen telefon v spalnici. V redu. Tega ji še nekaj časa ne vrnimo. Če sta se prej prepirala ali karkoli, nočem, da bi bilo kaj izbrisano z telefona. Torej, naj bo stran od telefona. Samo ostani z njo za zdaj. Detektivi so že na poti. Če želiš, jim bom na hitro razložil situacijo. Pravic po Mirandi še nisem prebral. V redu je. Ne vem. V redu, ja, vse je v redu. Je zdaj kaj narobe? Ne, moral sem iti govoriti s svojim poročnikom in razložiti, kaj se dogaja. Sierra vztraja pri svoji trditvi, da je bilo streljanje nesreča. Nato pridejo detektivi, da bi podrobneje raziskali. Le oni bodo lahko ugotovili, ali je njena zgodba resnična ali ne. Ja. Sem detektiv Hopkinson. Detektiv Speaker. Oba so očitno iz policijske uprave Finlay. Želim, da veste, da vam ni treba govoriti z nama, če tega ne želite. In trenutno niste pod našim drobnogledom. Ampak rada bi dobila predstavo o tem, kaj se dogaja, kaj se je zgodilo. Ste pripravljeni govoriti z nama o tem? V redu. Kaj se je zgodilo? Čistili smo. V redu. Moja soba se ne konča na policiji. Sva, veš. Mislim, da veš. V redu. Pištola je tam zgoraj. Ali obdržim svojo pištolo? Nikoli ni bila nabita. Moj nabojnik je poleg nje, pištola pa je ponavadi tam. Čevelj je pred njo. V redu. Premaknila sem pištolo, oprosti, celo polico. Ona je neverjetna. Tem je bilo polno. Ona je to preverila. Jaz bi morala to preveriti. Ne bi smela imeti ničesar v nabojni komori, ker je nisem uporabljala. Nisem jo uporabljala, nisem streljala. Nisem imela razloga napolniti, ker je nisem uporabljala, nisem streljala. Očistila sem jo maja v svoji prejšnji hiši in jo prinesla sem, no najprej k mami, potem pa sem jo prinesla sem. V redu. In preverila sem jo pri mami, ker je moj nabojnik bil v njej, ampak ga nisem napolnila. Prinesla sem jo sem in jo postavila na tisto polico in tam je ostala. Bilo je konec, storila sem to. Torej, hitro, rekel si, da si nazadnje čistil svojo pištolo maja. Ne držiš nabojnika v pištoli, ampak vedno poleg nje. In nazadnje si vedel, da ni bilo nobenih nabojev. In
Ne v pištoli ali v nabojniku. Nabojnik je napolnjen. Nabojnik je napolnjen. Nabojnik je poln. V redu, in to je tvoja pištola. To je moja pištola. Registrirano je name. Pravzaprav ga še nisem videl. Kakšna pištola je to? Taurus 360 380. Tukaj sem nameravala kupiti 9 mm pištolo. V redu. Nisem se hotel preveč osredotočati na to, da mi ni všeč. Imaš prav, nočem se preveč osredotočati na to. Ampak kako dolgo nazaj si ga dobil? Se spomniš, kje si ga dobil? Kupila sem ga pri... Mislim, da pri Dixu. V redu. V redu. Preden sva se z možem razšla. Preden sta se razšla. Kako dolgo je že tako slabo? Razšla sva se pred 3 leti. Imam ga že vsaj 4 leta. V redu. In potem tvoj odnos z Briano, kako dolgo že traja? Skoraj 3 leta. Skoraj 3 leta. V redu. Je ves čas živela pri tebi? Skoraj ves čas. Razen, ko je bila v zaporu, ja. Sierra začne razkrivati več o Brianini zgodovini duševnega zdravja. Ampak ali pomaga pri preiskavi ali pa potiho gradi možno obrambo. In potem ste rekli, da je prišla ven sredi septembra in se preselila sem k vam. Ampak dali ste vtis, kot da je nekaj časa preživela tudi pri svoji mami. Ali je tudi nekaj časa preživela v ustanovi za duševno zdravje? Kako dolgo je to trajalo? Približno teden dni potem, ko je prišla iz zapora. V redu. V redu. Kako ji gre, odkar je prišla iz bolnišnice? Občasno. Imela je svoje trenutke, ampak ni bilo slabo. V redu. In ko je bila na začetku? Imela je nekaj trenutkov, ko je govorila o tem, da je boginja in... Postane malo manična. Noče jemati zdravil. Tudi zdaj noče vzeti zdravil. Terapija, upam, da ni, je kar tam zadaj. Samo odide tja. Gena terapija je. Ali veste, kako se imenuje? Ali na kateri ulici je? V redu, v redu. Torej ni imala svojih zdravil. Verjetno je bila zato v prvem tednu ali 2 blizu temu, ker je prenehala imati zdravila, vendar je imela le občasne trenutke. Sicer pa... Je bila v redu. V redu. Njeni trenutki. Bi bila to samo manija ali tudi depresija oziroma samomorilne misli ali kaj podobnega? Maniža. Manaja. Torej nima opravka z depresijo in samomorilnimi mislimi. V redu, mislim, da še nikoli nisem imel opravka z njo, zato se vsega tega učim zdaj. Kakšno je bilo danes njeno vedenje? Zdelo se je, da je bila dobre volje. V redu. Ali je danes kakšen znak manije ali kaj podobnega? Malo, ko je pela. Detektivka je vprašala Sierro, ali je pripravljena priti na policijsko postajo na pogovor. Iz nekega razloga pa okleva. Če je mama pripravljena vzeti otroke, tukaj so 3 otroci, seveda bi radi imeli ta pogovor v okolju, kjer sedimo za mizo in se pogovarjamo, ter je vse posneto na video. Razumem. Dem. Ste pripravljeni to narediti z nami? Seveda to počnemo. Seveda to počnete. Dojenček joka. Moj dojenček joka. Kje je? Ona je ljubezen mojega življenja. Razumem, da je ta oseba ljubezen tvojega življenja. Tako je ranjena. Rekel si, da je ime njene mame nekaj kot orožje. Kako je bilo? Si rekel Linda. V redu. Bilo je nekje pri parku, na ulici, z njimi. Ampak imate izbiro. Bi bili pripravljeni priti z nami na policijsko postajo, na pravi uradni razgovor? Kaj potrebujete od mene? Rad bi samo preletel dogodke tega dne. Vem, da je tako. Ne morem te prisiliti k temu. Sprašujem, ali si pripravljen. Sierra na koncu pristane, da gre na policijsko postajo. Nato se preiskava obrne na glavo. Briana Gonzalez je umrla zaradi svoje poškodbe. Naslednji teden je urad mrliškega uglednika okrožja Lucas Brianino smrt opredelil kot uboj, vendar pa v povezavi z njeno smrtjo ni bilo nobenih aretacij ali obtožb. Policija je primer obravnavala kot tekočo preiskavo. Brianino mamo je intervjuvala WTOL 11, kjer je povedala, da si njihova družina zasluži pravico.
Za medije je povedala, citiram: "Ne želim, da bi se zgodile še kakšne tako imenovane nesreče. Mislim, da orožje ni gospodinjski predmet, ni igrača, to je nekaj zelo resnega. Vse, kar vem, je, da je prišlo do streljanja tam, kjer je bivala s svojo punco in moja hči ni bila povezana z orožjem. Vpletena je bila druga punca." Lahko samo domnevamo, da govori o Sieri Edi, saj detektivi pravijo, da je bila ona edina druga oseba domnevno v hiši, ko je bil sprožen strel. Potem, ko je bila Brianina smrt opredeljena kot uboj, Sierra nadaljuje s svojim življenjem. To traja do 18. marca 2026, ko je Siera Edi pridržana v zaporu okrožja Hancock, potem ko je bila aretirana na podlagi naloga. Velika porota jo je obtožila umora, malomarnega uboja in uboja na mah. Naslednji teden je na sodišču izjavila, da ni kriva za obtožbe. Njena varščina naj bi bila določena na $250,000. Spletni zapisi v času tega posnetka kažejo, da je Siera Edi še vedno v zaporu okrožja Hancock. Naslednja obravnava na sodišču je predvidena za 21. april. Hvala, ker ste spremljali to epizodo Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo spet v ponedeljek z novim primerom.